Kako lepa je danes Ljubljana. Tukaj vrvi življenje, v očeh otrok in v teh svetlih balonih. Zato sem danes tudi jaz tukaj pred vami, borci za življenje. In sicer v imenu tisti, o katerih nihče ne piše in nihče ne govori. A oni sami ne morejo priti sem, niti oddati svojega glasu za življenje, niti povedati, da bi še radi živeli. Tukaj sem pred vami kot medicinska in redovna sestra, da povem, kaj sem se naučila od umirajočih, mojih najboljših učiteljev. Na teh mojih rokah je umrlo prav gotovo 200 in več ljudi, različnih narodnosti, različnih ver in prepričanj. Zato si jaz upam govoriti v njihovem imenu. Ko govorimo o novem zakonu o evtanaziji, tolikokrat slišimo, da tako lajšamo trpljenje bolnikom. Pozabljamo, da je trpljenje del življenja. Vprašajte naše vrhunske športnike, vprašajte jih, Pogačarja, vprašajte Dončića, ali so njihovi uspehi prišli skozi užitke ali skozi odpovedi in trpljenje. Vprašajte mamice, številne so tu med vami, če ne bodo več sprejemale trpljenja kot del življenja, ali bodo sploh še rojevale otroke. A trpljenje ni nikoli samo telesno. Trpljenje je duhovno in duševno in tega ne more niti evtanazija uničiti. Edino ljubezen, sočutje, bližina in vera v večnega. Še nekaj moramo povedati. Večina ljudi vendar umre brez tega strašnega trpljenja, s katerim nas strašijo. In večina ljudi je hvaležna, če še lahko eno jutro doživi in še lahko enkrat pozdravi ljudi na tej naši zemlji. To bo potrdil umirajoči Gospod, ki smo ga z vsemi kandilami in infuzijami peljali na Brezje, da se je zahvalil Mariji, ker je prišel živ iz onkologije. To bo povedala tudi gospa, ki je plačala evtanazijo v Švici, a je bila pri nas v hiši Ljubhospic in ostala pri nas in po smrti rekla, da je bil to najlepši mesec njenega življenja, ko je lahko v polnosti končala in uredila svoje življenje. To bo tudi rekel gospod migrant iz Afrike, ki so mu moje sodelavke plačale, uredile vse, da je šel domov ne zaradi tega, ker je bil zdrav, zaradi tega, ker je hotel umreti doma. In veliko je to stalo, ampak so vse uredile. In pri vprašanju, a se je splačalo, ja, injekcija bi stala dosti manj, a splačalo se je, ker je poslal sliko polno ljubezni in hvaležnosti. To delamo zato, ker smo ljudje. To bi lahko povedal. To bi lahko potrdila tudi mlada mamica muslimanka, ki je bilo omogočeno, da je na zadnji dnevi življenja imela svoje otroke ob sebi, ali pa mama, ki je 17 let negovala svojega sina in zadnji dan vprašala, a bo še en dan ostal pri meni. Ko pravim, da delam v hospicu in med umirajočimi, nas ljudje začudeno sprašujejo, pa kako to morete? Zmoremo, ker je trenutek odhoda iz življenja prav tako pomemben kot trenutek prihoda. Kot nas ob rojstvu sprejmejo ljubeče roge, tako si ob smrti želimo, da so ob nas naši dragi, ali pa vsaj ljudje, ki nas razumejo in ne zbežijo od nas. In še nekaj bi rada povedala. Bili smo na enem mednarodnem srečanju, kjer je bila prisotna tudi glavna sestra klinike iz Nizozemske, kjer delajo evtanazije. In veste, kaj je rekla? Kaj je njihov največji problem? Osebje.
Osebje ne zdrži dolgo pri njih, ne zdravniki, ne medicinsko osebje, ker tam ubijajo ljudi, ne pa tisto, za kar so nas učili, zaradi čegar smo študirali, ker so to ljudje, ker smo ljudje ustvarjeni tako, da delamo za življenje, ne za smrt. In še nekaj je pomembno. Ko ljudje odločamo, kdo bo umrl in kdo bo živel, se postavimo na mesto Boga. Ko pa se človek postavi na mesto Boga, zmeraj naredi napako, ker smo samo ubogi grešni ljudje in ne vidimo vsega, ne vidimo vseh razsežnosti in je zato tako težko. In zato delamo napake in potem v spolzkem terenu hitro sami odločamo, ta bo živel, ta bo umrl. A si to želimo? Živeti polno življenje do konca je tako dragoceno, kot je bila dragocena na primer ena vožnja s kavalirčkom za naše bolnike, ki so šli po Ljubljani še zadnjič. In Gospod je rekel, veste kaj, vonj tiste kave mi bo še v grobu dišal. Narediti nekaj lepega za umirajoče, to je tisto, kar olajša življenje in kar naredi življenje dragoceno in lepo. A ubogo, zares ubogo je društvo, ki kot edino rešitev za težave ljudem nudi smrtonosno injekcijo. Zmeraj si štejem čas, da sem bila ob ljudeh v njihovi zadnji trenutki. Počaščena sem za vse dobro, ki smo jim ga naredili, zato, ker smo ljudje. Ker se ljudje tako poslovimo od svojih bratov in od sester, ne zbežimo od njih. In ker ljudje vemo, da je nekaj najdragocenejšega v našem življenju ljubezen, sočutje in bližina. Zato, Slovenija, bodi pogumna, izberi življenje.